Dobar dan. Čast mi je, da vam danes predstavim neke osnovne zaključke, ki smo jih imeli pri sedanjem sestanku v prvem delu obiska gospe Connie Hedegaard, ki je komisarka za podnebne ukrepe v Evropski komisiji. Pri pogovorih je sodelovalo veliko strokovnjakov iz večjih ministrstev, iz Ministrstva za okolje in prostor, iz službe vlade podnebne spremembe, iz Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarstvo in energetiko, kjer smo gospod komisarko seznanili z našimi razmišljanji o poti v nizkoogljično družbo do leta 2050. V odprti razpravi in izmenjavi mnenj smo prišli do sklepa, ki bo tudi pričakovan, da so naša razmišljanja in naše aktivnosti izredno v smeri tudi razmišljanj Evropske komisije, ki jo njena visoka predstavnica tukaj tudi predstavlja. Bolj kot o tem, kakšne so naše ideje in smeri razvoja, smo se pogovarjali o načinu doseganja ciljev in tudi o načinu, kako bomo čim več prispevali k kakovosti življenja državljanov, kajti zgodba o podnebnih spremembah, o ogljičnem dioksidu, o drobnih delcih, o energiji, vse to je zgodba o kakovosti življenja in tudi napori na tej poti, ki nas stanejo ne samo finančno, tudi naše dobre vole in tudi samodiscipline, so nekaj, kar bomo že naša generacija doživela kot izboljšanje, kako tudi tisti, ki so pridejo za nami, naši otroci in njihovi otroci. Poudarim, da je bilo tudi govora o strategiji za podnebne spremembe, dotaknili smo se tudi novega zakona, kjer smo jasno povedali, da poleg zakona ali sporedno zakonom ali malo pred zakonom pripravljamo strategijo in da je ta strategija neodvisno od tistega, kar je dogovorjenega v Evropski uniji, nekako zelo v isti smeri. Pogovarjali smo se tudi o skupni mednarodni aktivnosti, glede na izkušnje iz Cancuna, in smo ugotovili, da Evropa in njene ideje počasi postajajo tudi ideje sveta. Celo tu v Evropi smo lahko rahlo zaskrbljeni v pozitivnem smislu, da mnoge naše ideje so kar ratale ideje mnogih tistih držav, ki so še v Kopenhagenu bile manj aktivne, sedaj pa sledijo. Toliko daleč, da je Evropa na vrsti v razmišljanjih, kaj ponuditi novega in inovativnega, da bi zopet prevzela inicijativo. Pogovarjali smo se tudi o novi finančni perspektivi 2014-2021, kjer smo videli, da mogoče iz kohezijskih skladov bi bilo modro nameniti več sredstev za naloge povezane z klimatskimi spremembami, kot sem že rekel, izboljšanje kakovosti življenja in tudi energetike. Tukaj računamo, da bomo morali biti v naslednjih letih inovativni, pri tem, da bodo kohezijski denarji porabljeni kar se da veliko za odpiranje novih delovnih mest, istočasno z reševanjem problemov klimatskih sprememb. Mogoče bi naši gosti še prisluhnili.
Thank you very much, Minister Žarnič, and thank you also for Žarnič, dovolite, da se vam zahvalim za toplo dobrodošlico tu v Ljubljani. Sestala sva se, kot tudi s gospodom kolegom, na številnih mednarodnih dogodkih. Slovenija odlično sodelujemo, Slovenija namreč igra ključno vlogo, tako glede skupnih vprašanj doma, kot tudi v Evropski uniji. To je zame zelo spodbudno, kajti mislim, da je zelo dobro, če ta razprava o tem, ali naj bomo ambiciozni na področju klimatskih sprememb, se ne nanaša le na primerjavo med starimi in novimi državami članicami. Pomembno vlogo, kajti predstavlja most med državami. Dovolite, da se vam v tej priložnosti zahvalim za odlično sodelovanje. In res je, kot je dejal minister, tudi danes resnično razmišljamo enako. Vsi si želimo biti ambiciozni, obenem pa nas vprašanje, kako poiskati pot naprej. Kako bomo lahko ta prenos na nizkoogljično družbo naredili stroškovno učinkovito. In kot ste že sami dejali, tako da bomo lahko vsi nekaj pridobili. Ne gre za to, da bomo ukazovali, česa ne smemo delati, kaj moramo delati. Če bomo zdaj previdni in bistri, bomo seveda še vedno lahko imeli mobilnost, bolj inteligentna bivališča, bolj inteligentne energetske sisteme. Obstajajo namreč načini in poti, da bomo to lahko naredili na ustrezen in stroškovno učinkovit način. Seveda pod pogojem, da začnemo s prehodom in tranzicijo že sedaj. Komisija bo pripravila kažipot o tem, kako bomo lahko dosegli cilje do leta 2020. Stremimo si seveda zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Takrat bo, glede na moja leta, bo na planetu 9 milijard ljudi na našem planetu. Mislim, da se večina lahko zavedamo, da če bomo nadaljevali s poslovanjem, tako kot smo bili tega vajeni, bomo seveda na tak način lahko naredili zgled za cel svet. In v tem primeru bi bilo zelo težko zagotoviti, da bi bile potrebe teh 9 milijard ljudi zadoščene. Seveda smo se pogovarjali o tem, kako bomo lahko napredovali skupaj. Komisija ima svoje standarde za proizvode, za vozila. Vi kot minister ste omenili evropski proračun, ki naj bo še bolj ciljno usmerjen. Torej veliko je načinov za sodelovanje in seveda se bo morala vsaka država članica nadalje odločati sama zase o tem, kako natančno se bo lotila teh ukrepov, pa vendarle pomembno je, kar ste dejali, da vsi želimo naprej. In to je moj zadnji komentar, da na koncu koncev bomo seveda služili interesom Evropske unije. Pred nekaj leti smo seveda sami stremeli k doseganju CO2 ciljev. V Kopenhagnu in tudi kasneje je bilo stanje popolnoma drugačno, kot je danes. Danes namreč nekaj več kot 80 držav po vsem svetu že oblikuje svoje domače cilje v tem duhu. To pomeni, da države res sledijo in v našem interesu je, da še naprej ostajamo vodilni, da ne hitimo v prihodnost tako hitro, da drugi ne morejo slediti, pa vendarle res je, kot ste dejali, nekdo mora biti vodilni in strinjamo se s tem, da moramo imeti še naprej vodilno vlogo na stroškovno učinkovit način. Hvala lepa. Ja, hvala. Tudi jaz bi se pridružil temu zadovoljstvu z današnjim sestankom. Mislim, da je zelo dobro, da smo v Sloveniji v zadnjih nekaj letih naredili nekaj domačih nalog na tem področju, da že pripravljamo zakon o podnebnih spremembah, da že pripravljamo strategijo, to nizkoogljično strategijo do leta 2050, ker na ta način se lahko vključimo v evropske razprave, v evropsko oblikovanje politik, tako da pri tem tudi zastopamo interese Slovenije. Slovenija kot majhna država ne more sama rešiti sveta, lahko ga reši samo v sodelovanju z drugimi državami in tudi druge države, to znotraj EU, kot izven EU, naredijo svoj del posla. Za Slovenijo so pa posebej pomembne nekatere teme, s katerimi se tudi ves čas soočamo, ki jih želimo uveljavljati v pogajanjih, tako znotraj EU kot mednarodno. Tukaj gre recimo za vprašanje, kako bomo ohranili in obračunali
prispevek, ki ga k zmanjševanju emisij dajemo z našimi gozdovi, s ponori ogljikovega dioksida v gozdovih. Potem izpostavili smo vprašanje tranzitnega prometa, ki je veliko breme na naše okolje in vir emisij in kako bi lahko v prihodnje skupaj z Evropsko unijo tukaj nekaj naredili. Bilo je tudi govora o, kot je minister omenil, o uporabi evropskih sredstev za boj proti podnebnim spremembam in za tiste investicije, ki bodo potrebne tako pri javnem prevozu, energetske učinkovitosti, energetske sanacije zgradb, kot recimo pravilnem usmerjanju kmetijskih subvencij, da pridemo do večje stopnje oskrbe s hrano in pa do ohranjanja naših kmetijskih zemljišč. Mislim, da, kot je že minister rekel, smo v marsikaterem pogledu na isti valovni dolžini s komisijo, tako kot je ponavadi, da so manjše države v Evropi se bolj zauzemajo za neke skupne interese. Seveda bo pa ta proces pogajanj, ki se zdaj začenja, še zelo zanimiv in najbrž bodo tukaj predstavljena zelo različna stališča in treba bo morda kaj popustiti ali pa tudi kaj v teh pogajanjih zagotoviti. Kar je po mojem pomembno sporočilo zadnjega sveta predsednikov vlad četrtek, petek v Bruslju, ki so obravnavali vprašanje energetike in današnjega obiska. Tukaj je, da se zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ne moramo več izogniti. Vprašanje je samo, kako bomo to naredili na tak način, da bo seveda pri tem imelo korist gospodarstvo in da bo zagotovljena kakovost življenja ljudi.